Pozdravljeni, to je oddaja Radioaktivno, jaz sem pa Goran Šalamon, Demolition Group. Žari, sija in blešči, vse popolno samo zase. Levo zarja, desno zaton, čudovito samo zase. Nič ne manjka, nič ne boli, zadostno samo zase. Vse je tu, ne vem da te ni, dokler ne pomislim nate. Prikrade včasih, zgodi se takšen dan, samo zase. Mir le včasih rahel nemir, vznemirljivo samo zase. Čisto tko brez dvoma razlog, vedno jasno samo zase. Vse je tu, ne vem da te ni, razen ko pomislim na te. Prikrade včasih, zgodi se takšen dan, da niti enkrat ves dan ne pomislim na te. Zgodi se včasih, celo kak takšen dan, da niti 100-krat ves dan se ne spomnem na te. Prikrade včasih, zgodi se takšen dan, da niti enkrat ves dan ne pomislim na te.
Vse je tu, skupine Demolition Group z albuma Pojdiva tja, Goran pa je z mano v oddaji Radioaktivno. Lepo zdrav. Ja, živijo, dober večer. Goran, je res vse tu? Ja, to je v principu ena slika, ne, ki jo potrošniška družba oziroma tisti, ki usmerjajo in vodijo in slikajo potrošniško družbo kot najlepšo in edino možno na tem svetu, težijo k temu, da nam pokažejo, da se nimamo za kaj buniti, da nimamo kaj razmišljati o čem drugačnem ali pa probati spreminjati, ker imamo vse na razpolago in vse to, kar je najlepše in najboljše. Boljšega ni. Danes nam ponujajo vse na enem mestu. Skoraj, da. Ja, seveda, na enem mestu in žal je to tako mesto, ko nihče ne ve, kje je in odkot to prihaja. Vse prihaja po zraku, po etru in ali po žicah. Ne? Demolition Group več kot 30 let na sceni, ne date se, borite se. Zdaj, kaj pa vem, ne, če bi glih rekel, da se borimo, ne, ni tako hudo, ne, ni tako težko. Ne. Predvsem mislim, da je to ena zadeva taka, ki je v redu, je nam prijetna, ne. Radi to delamo, radi se ukvarjamo z muziko, radi tudi gledamo stvari okoli sebe, ne, svet okoli sebe, radi potem probamo potegniti neko esenco, nek pomen, neko bistvo tega, kar se dogaja v tem svetu in včasih smo si tudi v dokaj veliki meri predstavljali, ne, da smo bolj pametni kot drugi, ne, da vidimo, kaj je tisto, kar se dogaja in da bomo pomagali drugim, da jim bomo razširili obzorja in jim povedali, ne, tisto, kar gre narobe v tem svetu. Ne. Zdaj pa to malo manj. Če bi želeli povedati vse, kar gre narobe, potem bi morali vsak dan izdati eno skladbo. Pa dobro, se nismo edini na tem svetu. Ne. Se, konc koncev je rock'n'rolla velik, ne. Se konc koncev tudi ni rock'n'roll edini, ki govori o tem, kaj je narobe na tem svetu. Ne. Žal pa je tako, ne, da mislim, da v glavnem ta del ustvarjalni, umetniški govori o tem, ne. Tisti, ki pa držijo vzvode v rokah, se pa delajo, kot da je vse lepo in prav in kot da je vse tu. Ti se bolj skrivajo, ko o tem odločajo. Vprašanje, ne, mislim, se ne skrivajo, se ne morajo skriti, danes se konc koncev skoraj nič ne da več skriti, ne, ampak si je pa treba postaviti, pa morbiti najti pravo vprašanje, ne, treba morbiti se vprašati, ne, ali tisti, ki skrbijo za to, da bi bilo lepo, morda resnično ne skrbijo za to, da bi bilo lepo, ne, ampak je vprašanje za koga? Za svoje žepe. Ok, za svoje žepe pridejo tiste nagrade, ne, za dobro upravljeno delo, ampak verjetno tisti, za katere delajo in katerim je treba postiljati, so pa nekje druge za njimi. Verjetno on stran, skupaj z zvezdami. Zvezde so Ne, na drugi strani kot zvezde, definitivno. Zvezde in tisti, ki delajo za svoje žepe, niso skupne. Zvezde so le, jaz mislim, še zmeri sijejo zaradi romantike, ne zaradi lastne koristi. Druga bo, zvezde so on stran. Ja, v redu, se strinjam.
Zvezde so onstran skupine Demolition Group z albuma Pojdiva tja. Goran, vas kdaj označijo kot legende? Ja, nas označijo, čeprav to je verjetno vezano v največji meri za starost. Ne. Bolj kot na kaj kot druga in prav na to, ne, na to, kar se prej omenil, na to naše vztrajnost, ne, na to naše vztrajanje v rock'n'rollu, v glasbi, tako da nekaj, kar toliko časa vztraja in dela, dobi nekako to patino legende, verjetno. V teh 30 in nekaj letih se je nabralo veliko materijala, mislim, da 13 ali celo 14 albumov. Ne vem. Bogata... Poglej na spletni strani pa prištej. To sem štel, ja. Ja, ok, pol je tako, ja. Bogata diskografija. Imate kdaj težave izbirati za koncert, repertoar? Pa niti ne, ker konc koncev zmeri so koncerti nekako vezani na trenutno plato, ne, na zadnjo ploščo. Tega pride recimo tam nekje približno za polovico repertoarja, ne, za tistih, kaj sem, preostalih 10-12 komadov, ne, pa itak toliko materijala, ne, da ponovadi pridejo tisti najbolj značilni, ne, najbolj karakteristični, kjer so recimo temu tisti, ki jih publika tudi najbolj pozna. Ne. Ste skupina, ki je izdajala vinilne plošče, kasete in CD-je. Ja, tukaj stari smo, ja. Se morda sedaj vračate nazaj k vinilnim ploščam? Zaenkrat se še nismo. Razmišljate o tem? Kaj sem, tako kot ena posebnost, ne, ali pa eno zadovoljstvo bi morbiti bilo, ne. Zdaj, da bi rekel, da je kdorkoli iz nas kak vinilofil, ne, ni, ne. Tudi ne vem, če bi izdali vinilno ploščo, ne vem, če bi jo med člani benda sploh imeli kje poslušati, ne. Ok, ne dvomim, da pa je veliko naših fanov in prijateljev, ki razpolagajo s tovrstno tehnologijo in bi bili verjetno tudi enega taga relikvijskega izdelka za strani legend veseli in zadovoljni. Tako da trenutno ne razmišljamo o tem, ne rečem pa, da ne bomo tudi kakšne zadeve izdali. Ste pa se tudi verjetno podredili že digitalizaciji in digitalnim platformam z albume? Ja, se drugače ne gre, ne. Konec koncev zdaj je zadeva tako daleč, ne, da je tudi s CD-jem že malo teže manipulirati, ne. Je težko najti napravo, ne, kjer se lahko CD zavrtiš, ne, posebej na novejši zadeva, ne, ki prihaja ven, ne. Ampak to je ena velika škoda, ne, tako ko je bila velika škoda ravno zaradi, recimo, kar se tiče vinila pa long play, ne, ravno zaradi tega, ne, ker je to bil materializiran izdelek. Ok, se glasba je nekaj duhovnega, nekaj nematerialnega, ne, ampak konec koncev za nek stik, neka povezava, nek odnos, ne, mislim, da je veliko lažje spostaviti do neke materializirane, ali recimo temu realne zadeve, ne, in vinil je bil ena taka impozantna, ne, spektakularna zadeva, veliki komad nečesa, ne, kjer je bilo nekaj gor zapisano. In je tisto bilo fajn in tisto je bilo lepo, ne. Ajde, malo bolj nerodno je bilo pol z CD-ji. CD-ji so malo manjši format, ne, recimo tudi, konec koncev tudi za nekoga, ki po likovni strani, vizualni strani sodeluje s tabo pri tem izdelku glasbenem, ne, ima veliko bolj odprto polje, širše polje dela, ne, če ima večjo površino kot pa manjša, ne. Tudi CD, recimo, pač se je prilagodila zadeva pol temu, ne, da je tudi bilo še nekaj za v roke prijeti, ne. Zdaj pa počasi prihajamo proti temu, da je vse zloženo in spravljeno v nekem oblaku, ne, za katerega ne vemo niti kje je, niti čigav je, niti kdo razpolaga z njim, konec koncev tudi ne vemo, če kdo vsebine, ki so v njem kaj prerihtava, ne, pa ureja, pa razporeja, pa pošilja naprej, tako kot njem paše, ali pošilja take, kot so, ne. Tako da ta, recimo, nek materialni stik z izdelkom samim, ne, z tvojim delom, ne, pa ta nek realni stik se žal tudi na ta način, ne, skozi te izdelke nekako se vse bolj in bolj gubi in oddaljuje, ne. Kar pa spet je nekako v povezavi s tem, ne, da tudi samo delo, ne, samo to, kar ustvariš, ne, in kar narediš, ne, se vse bolj in bolj oddaljuje, ne, iz tega direktnega kontakta med izvajalcem, ustvarjalcem in publiko, ne, ampak vse bolj in bolj to gre najprej v roke nekemu posredniku, ki potem to posreduje naprej, ne, žal posreduje tudi vrednost, dodano bogatstvo, ne, tistega tvojega dela, ne, in vse gre nekam v oblake, kjer je nedosegljivo nam, ki živimo v realnem svetu. Lahko bi rekli, da vse gre nekam on stran. Ja, vse gre nekam on stran, ampak žal pa ne vemo, kje je ta on stran. Goran, se v tem morda kdaj vprašate, ali ima v času single generacije, kot pravimo mladim, še sploh smisel izdajati album? Kajti vse se gradi na singlih. Pa mislim,
da odgovor je to, ne? Odgovor je to, kar smo se prej pogovarjali. Ne? Smisel je en tak simbolni, ne? Se pravi, je en vizualni, en materialni izdelek tiste vsebine, kjer je gor na njem posneta. Ne? Tako da v tem konceptu ima nek smisel. Ne? Konec koncev tudi zato ima smisel, da lahko rečeš, da si neko delo zaključil, nek izdelek ustvaril, spravil nekam in da ga dokončal, ne? Ker pač, ko je na tem koščku materialnem zaključen, narejen, lahko dobiš tudi ta občutek, da si neko delo zaključil, da si nekaj naredil, da si nekaj zgotovil. Ne. Tudi to je recimo en zelo pomembna zadeva v življenju. Ne. Tudi to, če neko delo dokončaš, osmisli tvoje življenje in ti da v tem neko zadovoljstvo in satisfakcijo. Bova v naslednji skladbi stopila korak nazaj? Ja, vedno je treba stopiti korak nazaj. Ne. Zdaj je samo vprašanje, zakaj stopiš korak nazaj. Ne. Ali zato, ker si poražen, ker si potolčen, ali zato, ker te neki zunanji faktori prisilijo to, da se nekomu umakneš in stopiš korak nazaj. To ni dobro, ne? To ni zdravo. Ne? Edino zdravo je stopiti korak nazaj, zazujeti sapo, ne? In za nek dodatni premislek pred velikim korakom naprej. Oziroma 2 korakoma naprej. Ok, ajde, če se vrnemo nazaj v čas komunizma, ja, recimo temu tako. Srce, telo, dušo, obraz, viharja, nesuj sape mirnega neba. Zviška širok, zamah hinavski pljunek, sluze spodleži. Srce, telo, dušo, obraz, vihanja, nesuj sape mirnega neba. Nazaj,
Pojdiva tja je album skupine Demolition Group, ki ga danes vrtimo v oddaji Radioaktivno. Goran je z mano. S tem albumom se tudi predstavljate v prenovljeni zasedbi. Ja, tako je. In sicer prenovljena zasedba zgleda zdaj nekako tako, od prvotne zasedbe smo ostali edino Matjaž Pegam pa jaz. Matjaž skrbi za ta zvočni del od snemanja, produkcije, masterizacije in samega zvoka na koncerti in nekako te organizacijske zadeve ima čez. Pa jaz, Goran Šalamon, potem tisti malo manj novi člana sta ritem sekcija brata Gregl, Tomi, basist in Ivica Bobnar. Najnovejša sta pa Petar Stojanovič na kitari, pa Aleš Suša, ki igra saksofon in klaviature. Sta ti dve novi moči prinesli tudi kaj novega zvoka v zasedbo? Sigurno, ne? Vsak glasbenik ima svoj zvok, ne? Vsak glasbenik zgleda drugače. Ne? In definitivno Demolition Group tudi je skozi do zdaj delo tako, ne? Da v principu vse to ustvarjanje muzike in komadov gre nekako skozi nek način jam sessiona, se pravi, okoli ideje se ukvarja in bavijo vsi, ni enega avtorja pa skladatelja, ki bi skladal kompleten komad, ne pa ga drugi potem samo igrali ali pa interpretirali, ampak vsak prispeva svoj delež, in v tem principu dela je še toliko bolj pride do izraza ta nek osebni pečat vsakega glasbenika, ki sodeluje. Čeprav ostaja tista prava rock sekcija, je zraven tudi kaj več elektronskih elementov, dejstvo, da sta prišla dva nova člana, ki sta mogoče malo bolj tudi v elektroniki. Peter recimo je izrazito v elektroniki, on ima band Contradiction, ki je zelo elektronski band, ampak tukaj pri nas igra samo kitaro, izključno kitaro, no pa tudi recimo pri snemanju plošče, pa produkcije, tudi malo zraven se tudi z elektroniko igral, z temi napravami elektronskimi. Aleš je pa drugačen, je pa čisti saksofonist, tule pa zdaj pri nas se pa odločil, da tudi malo z synthesizerji sem igral, tako da bi rekel zdaj, da je neka tolikšna količina elektronike prišla zraven, da bi na glavo postavila celotno sliko ali pa celoten zven Demolition Group, mislim, da je zaenkrat še ni toliko. Tega ni slišati. Ne. Saksofon pa na začetku je bilo veliko več. Ja. Ja. Saksofon pa še vedno tisti instrument, ki nekako daje zvok skupini Demolition Group. Ja, jaz mislim, da ja. Čeprav mora biti prej z Jocostom je to bilo dosti bolj izrazito, ker dejansko je ta neka predna linija, frontman benda je bil v principu dvoglavi, je bil saksofon in vokal. Zdaj je več ali manj to šlo malo nazaj proti klasiki, tako da vokal ostaja tlele čisto v prvi liniji, ampak ne vem, morbiti bo pa pri naslednji plati stopil saksofon spet nazaj v čisto to prvo vrsto. Četrta bo Napačna midva. Ja. Tudi ne, mislim ne bi. Meni je zelo tako, zelo mi je nerodno karkoli govoriti o komadih, ker dejansko mislim, da so besedila in vse, kar je skozi njih rečeno v pesmi, je tako skoncentrirano, je tako nabito skupaj, da v principu je škoda karkoli razlagati. V principu bi s tem, da nekaj razlagamo v besedilih, dodatno šel korak nazaj, pa 10 korakov nazaj. Preden je komad nastal, preden je besedilo nastalo, je to neka široka, plavajoča, neulovljiva zgodba, potem pa to počasi loviš, pa zbiraš, pa stiskaš, da na koncu ostane tole neka esenca ali pa bistvo komada. Tukaj je že v principu z naslovom vse jasno. Se pravi, vedno v življenju prihajajo dvomi, ali si na pravi poti, ali si na tej poti v pravi družbi, ali si na tej poti z pravimi partnerji, ali pa je morda vse skupaj neka napakica. Grenko in dokončno spahneli upi poraz prelom. Jasno, žal prepozno, napačna midva, napačna smer. Nore razdejanje, skeleče rane, pekoča bol. Pepel in ruševine, napačna midva,
vroča bolj. Pepel in ruševine, napačna midva, napačna smer. Svet se ne ustani, če zapreš oči, ne izgine v temi, sedem žalosti, ni miru, če nočeš, ni poti naprej, ozreti se nazaj. Svet se ne ustani, če zapreš oči, ne izgine v temi, sedem žalosti, ni miru, če nočeš, ni poti naprej, ozreti se nazaj. Pojdiva tja je album skupine Demolition Group, danes vrten v oddaji Radioaktivno. 9 pesmi ste tokrat strnili na izdelek. Je bilo kaj več materiala na zalogi? Ne, v principu mi nikoli nimamo več materijala. Ne. Dejansko vse tisto, kar enkrat pride tako daleč, no, da iz tega naredimo komad, mislim, da iz tega naredimo pesem, ne, to ostane. Ne. Tista selekcija, tisto čiščenje, ne, tisto odpadanje, tistega, kar nam ne paše, je izvršeno že takoj na začetku. Tako kot sem že prej omenil, ne, delamo pač na ta način, ne, da komade delamo v principu vsi skupaj v obliki nekega jam sessiona, ne, in za tiste zadeve, katere ne zaživijo v tem skupnem igranju, iz tega ne delamo. Je mogoče vleči kako sporednico s prejšnjima dvema albumoma, ki sta bila precej kritična, družbeno kritična? Jaz mislim, da je tudi ta kritičen, ne, s tem, da morda sta ona dva prejšnja bila veliko tako bolj aktivistična, ne, se pravi, da recimo, ne vem, nekako sta bila bolj v temu, bi rekel, čista aktivistična borba za neke temeljne človekove pravice, temeljne delavske pravice, ne, se pravi, vse te temeljne pravice, ki na nek način gradijo dostojanstvo človeka v življenju, v delu, v družbi. Ne. In to aktivistično mislim v tem smislu, da je to bilo dokaj direktno povedano, ne, dokaj direktno rečeno in dokaj direktno izpostavljeno navijanje za te direktne pravice. Ne. Zdaj zadeva je taka, ne, na ta način s tema dvema albumoma, mislim, da tudi dejansko v družbi sami v teh zadnjih 5-10 letih, mislim, da na ta način se zadeve niso premaknile nikamor. Ne. Posebej je pa zdaj to grozljivo in grozno, ne, zaradi nečesa, kar smo mislili, da bo bistveno pripomagalo v gradnji boljšega sveta. Ne. To so te, ne vem, razni mediji, internetni, družabne skupine, pa vse te boge. Ne. Tukaj smo mislili, ne, da bo to eno tako odprto polje, ne, demokratično, v katere bo se krepilo znanje, vedenje in na osnovi tega rast nečesa boljšega in dobrega. Ne. Ampak žal se je izkazalo, ne, da je to idealno polje za razvoj psihopatije, ne, in za, ne vem, za izživljanje psihopatov in njim sorodno mislečih. Ne. In tako je tudi s tem čistim, lahko rečemo tudi političnim aktivizmom, ne, zadeve težko premakniti. Ne. Mislim, vse, kar je, ne vem, agresivno, jasno in usmerjeno na neko spremembo, sproža očitno pri ljudeh nek obrambeni mehanizem, ki pomeni samo zapiranje pred vsemi temi dejstvi, ne, in pred vsemi temi resnicami. Ne. In tako je ta plošča v principu usmerjena nekako bolj kot na direktno soočanje, ne vem, ali pa opazovanje teh pravic na neko stanje, na neko občutje človeka. Ne. In tukaj je recimo glavna ta tema, s katero se bavi, je individualizem. Ne. In to, kar smo prej omenili, ne, to zapiranje ljudi, če ne v samega sebe, saj samo izključno v tiste, s katerimi se enako misli in s katerimi se enako zastopi, in odboj komunikacije s katerim koli drugačnim mišljenjem. Ne. Ok, sej, na koncu spet tudi individualizem je ena ta bistvena sestavina, bistvena lastnost te ideologije neoliberalne, kjer zdaj vlada, ne, tako da je spet na koncu to nek politični aktivizem, ne. Ampak ne recimo na tej sferi čisti ekonomije, delitve, ne, bogatstva, ne, ampak na neki sferi čutenja občutljivosti človeka, človeške duše, človeškega duha. Ne. Zdaj, morda, če se človek noče sprijazniti s tem, da bi razumel odnose v
tem materialnem svetu, morda je bolj dovzeten za občutljivost na neki tej svoji notranji, duhovni, humanistični polju, fazi, na tem svojem humanističnem delu. Tako da pravim, ta je nekako mal bolj aktivističen na polju duhovnega, na polju duše. Namesto da bi človek postal vedno bolj odprt, pa družba postaja vse bolj grupiran v različne manjše skupine, Tako. ki pa med seboj tudi Tako, načrtno včasih je bilo tako, ko ni bilo te splošne povezanosti celega sveta med sabo, si lahko imel tudi nekoga, ne vem, z zelo takimi, bi rekel, asocialnimi, nedružabnimi nagnjeni. In recimo, če je živel v enem takem mestu, kot so recimo Brežice ali pa Ormož, dejansko ni imel zaslombe v nekem širšem krogu. Danes preko interneta lahko za vsako najbolj bizarno, najbolj izprijeno ali pa neumno zadevo lahko najde 1000 somišljenikov. In to v trenutku in po celem svetu. In potem se med sabo samo pumpajo. In dejansko vse, kar pa ne paše v ta njihov krog, pa dejansko takoj sprejemajo in razumejo kot napad, proti katerem se spet morajo vsi skupaj postaviti in obraniti. In tukaj se gubi možnost vsake komunikacije. In to je tudi recimo neke vrste individualizem. Ne na nivoju posameznika, ampak individualizem na nivoju neke širše, močnejše skupine. Mislim, da bo naslednja prav primerna, Grozno sam. Ja, vse to je pa zdaj ta paradoks, da zmeri težiš za tem, da bi bilo vse po tvoje, da se ne prilagajaš nikomor, ampak ok, v redu. In ko to dosežeš in ko si izpolniš ta cilj, ko ostaneš v vsem samo na svojem, potem se zelo verjetno se zgodi, da občutiš, da si tudi dejansko sam ostal.
Grozno sam, skupine Demolition Group. Goran, album Kot je brati je naletel na odlične kritike. Pa jaz ne vem, če smo imeli kjerga do zdaj, da ni bil vsaj prav dobro sprejet, če že ne odlično. Ne vem, no ok, veš kaj, to je tako, to je vse relativno. Ne. Odlična kritika je nekaj, kar je lepo slišati, ne, in nekaj, ok, kar ti daje upanje, ne, da še zmeri so ljudje, ne, ki so pripravljeni na to, da ne gledajo in ne iščejo samo tistega, kar jim ponuja neko trenutno ugodje, ki jim ga je pripravil nekdo drugi naprej, ne, ampak so še zmeri recimo pripravljeni pred svojo dušo na ta način, da vložijo neko dodatno delo, ne, da bi razmišljali o nečem naprej, seveda v smeri, da bi se stvari obrnile na bolje. Ne. To ti je zadovoljstvo, ne. Ampak po drugi strani pa malo žalostno, ne, da kljub temu, da vidiš, da so te ljudje, ne, da imaš nekako občutek, da se število teh ljudi manjša, ne, vse bolj in bolj manjša. Ne. Oziroma, kaj se, ali pa je tist užitek, ki je pripravljen in ponujen tako sladek, ne, tako udoben, ne, da dejansko vse več in več ljudi se mu podlega, ne, se jim dejansko ne da več zbaviti s čim bolj napornim, ampak samo pobrati čim več udobja, ko ga lahko. Ja, in čim manj razmišljate. Ja, razmišljanje je ponovadi moteča zadeva. Ne. Moti v užitku, ne, in moti v udobju in ugodju. Na Rockline je zapisano, skupina še zdaleč ni izgubila svojega kompasa. Ja, jaz mislim, da ne. Če že 38 let potujemo, potem verjetno imamo kompas. Ali smo pa čisto izgubljeni, ne? Kaže pa na različne strani neba. Ja, možno, ja. Se to kaže? Ne. Jaz mislim, da še zmeri kaže, ne vem, proti nekem temu veselju rock'n'rolla in to takšnega rock'n'rolla, recimo, ko paše na vinil in na CD, bolj kot v kakve oblake in ki paše, recimo, pa doživeti ga v polni meri pa v žive koncerte in posebej take klubske špile. Ja, Vormo, že ste bili že večkrat. Smo. Udarno. Ja, upam, da je bilo udarno. Ne. Mislim, nam je bilo vedno prijetno. Ne. In dejansko je fajn videti. Ne. To je nekaj taga. Ne. Taki klubi, kot so Unterhund, je nekaj taga, kot smo mi, ne. Kot band. Ne. Se pravi, v tem svetu, ne, kjer dejansko naj ne bi nihče ničesar naredil, ne, če ni v prvi vrsti zagotovljen nek dobiček ali pa nek profit, ne, je boljše, da nič ne dela, ne. Ampak taki klubi, ne, kot je Unterhund, ki se ukvarjajo, ne, mislim, ki so zaljubljeni v rock'n'roll, pa delajo brez te prisile dobička in ponovadi je tisto, kar daje najlepše rezultate oziroma tisto delo, ki daje največ zadovoljstva, največ sreče in največ potem neke izpolnjenosti, je ravno tisto, ki ni vezano na dobiček. Preveč vsega bo 6. po vrste? Ja, jaz mislim, da tukaj tudi ni kaj dodati. Ne. Spet je to, ali preveč vsega pomeni to, da imaš vse, ali ko imaš preveč vsega, lahko kljub temu ugotoviš, da ti nekaj manjka. Preveč vsega, vznemirjenja ponosa, odločnosti zanosa, v predelih sencah sanj. Preveč vsega, prijaznosti nasmehov, nebrzdanih izlivov, oguljenih strasti. Preveč vsega, odprtih vrat spoznanja, svetosti in sijanja, globin praznine duš. Preveč vsega, osladnosti sladkobe, presahlih čustev hladne, snesenosti valov.
brzdanih izlivov, oguljenih strasti, preveč vsega, odprtih vrat spoznanja, svetosti in sijanja, globin praznine duš, preveč vsega, o sladnosti sladkobe, presadnih čustev hladne, strsenosti valov. Še en srk do dna, žejni najbolj so pijani, grižljaj še za čez, najbolj lačen vsega sit. Še en srk do dna, žejni najbolj so pijani, grižljaj še za čez, najbolj lačen vsega sit. Še en srk do dna, žejni najbolj so pijani, grižljaj še za čez, najbolj lačen vsega sit. Demolition Group z albumom Pojdiva tja voda je radioaktivno je Goran. Na odri ste veliko, sedaj ko ste že približno leto in pol z novim albumom zunaj. Ja, lani smo bili več, ne, ko smo izdali ploščo, letos malo manj, ampak to tako je. Ne. Mi smo underground band, mi se gibljamo v undergroundu, ne. Se pravi vse tisto, kot smo že parkrat omenili, ne, kar je vezano na neko masovnost, na nek zaslužek, ne, na neko, da se splača varianto, ne, tam ni prostora za nas. Ne. In, mislim, da je to tudi dokaj pomembno, zaradi tega smo tudi časa vztrajamo in obstajamo, da smo se s tem sprijaznili, ne, da smo bili recimo tuk pri zavesti, ne zaslepljeni, ne, da pričakujemo, da se nam bo nekaj pa enkrat nekaj velikega zgodilo ali pa uspelo, ne, da se pač sprijazi s tem, ne, če delaš underground, če se ne ukvarja z mainstream glasbo, potem tudi ne moreš užiti uspeha mainstreama, ne. Ampak nam je to fajn, nam paše in ostajamo na tem. Se podajate tudi kaj izven naših meja? Ne. V veliki meri je to vezano na to, da smo pač vsi po službah, ne, in si ne moramo kakšne daljše odsotnosti od služb privoščiti. Zdaj pa, da bi mislil, da ti lahko greš, ne vem, enkrat, dvakrat na leto nekam v tujino, pa ti bo kar nekaj ratalo, ne, je spet ena težka iluzija in zmota, ne. Se pravi, če bi hotel, kaj se vem, v Nemčiji nekaj narediti, da bi ti nekaj ratalo, bi pač mogel iti za par let v Nemčijo in tam igrati vsak dan in tam živeti in tam biti, ne. Ok, probamo, ne vem, zdaj čisto tako malo nostalgično, ne, še neke stare vezi pa poznanstva po Jugoslaviji bivši, ne, porabiti, porihtati, ne, tako da, ne vem, vsako leto pride kak špil ali pa dva, ne vem, v Hrvaškem, Srbiji, to je to. Nostalgija, tudi single z albuma, ki je napovedal izdelek. To je pa pač to, ne, da velikokrat, ne, se ta splošni poraz človeka na vseh področjih, ne, ki v taki tekmovalni družbi, kot je neoliberalna, ko ves čas vsi tekmujemo z vsemi, ne, zmagovalec je pa zmeri samo eden, ne, se vsi ti poraženci velikokrat dogaja, ne, da nek smisel življenja, ki pač ne more biti poraz, ne, iščejo nostalgično v nekih bivših starih časih, ali v starih ali nekih predhodnih zmagah, ali ne vem kaj, čem takem. Ne. S tem si ližejo rane. Spokoj, strah, nemir brez sanj, vso noč polza mrtvimi očmi, peta meča
Vsak premik šum, vsak sih zmrazi, kot med kača mine med ljudmi, kot med levi med zvermi, kot med levi ne kot med ljudmi. Vsak nov poraz, še en korak, sklonjene glave, slepo ravno v prepad. Kot da lahko te slabo strah, prežene sjaj, skrije privid preteklih zmag. Goran, kdo pa je poskrbel za celostno podobo albuma? Tako kot pri zadnjih treh albumih je to delal naš prijatelj in tudi človek, ki ga smatramo za člana benda, Jesus Ajax. In kaj jaz vem, fajn nam je delati z njim, mislim, da se z njim zastopimo, ne? Mislim, da z njim lahko zelo enostavno ujamemo neke te osnovne niti plošče, kar hočemo povedati z glasbo, kar potem dodatno pojasnimo s tekstom, še dodatno potem pojasnimo z vizualizacijo. Ne? In to je to, ostaja z nami. Bo Še naprej. to postal vaš logo? Misliš to sonce? Ja. Alun Vegrad. Ali pa to, ja. Ne, zabavamo se, ne? Ni to Vegrad, to je pač ta neskončni trikotnik, ne? Iluzionistični. Ne? In zdaj ravno ta neskončni trikotnik, ne, nam je tlele vizualno prav prša ponazoritev naslova Pojdiva tja. Se pravi, to je pot neka taka, ne, ki zgleda, da je jasna, kam vodi, ne, na koncu pa vedno priješ na začetek. Ne. Kaj pa vem, mislim, da je bolj nekako se prijelo, ne, kot tudi skozi zadnje tri plošče tole sonce. Tako da ne boste tavali v neskončnost. Ali pa neskončno. bomo v neskončnost, do smrti bomo iskali pravo pot. Zopet smo pri tisti drugi skladbi On stran. Ja. Drugače, prisotni ste na vseh spletnih kanalih, od spletne strani naprej. Ne vem, verjetno. Mislim, ne vem, jaz ne morem o tem govoriti, ker ne skrbim za to. Tako da, po moje, da ja. To danes treba biti za prepoznavno skupine, pa stik s poslušalcem. Je nujno. No, pa konec koncev je tudi to dejansko, tako bi rekel, najlažje dosegljivi, najbolj enostavni, konec koncev tudi najcenejši mediji, ne, so to. Tako da, zakaj jih ne ponuditi, če so na razpolago? Ne? Predzadnja bo Se vidiva jutri. To je tudi ena taka, bi rekel, ena fraza, ne, ki dokaj dobro slika, ne, ta naš današnji čas. Ne. Ta neposredna komunikacija, ne, neposredni stik med ljudmi, ne, med človekoma se odlaša, ne, ker je dosti bolj enostavno in dosti manj boleče odkomunicirati človeka na drug način, ne vem, preko SMS-ov, preko mailov, preko računalnikov, ne. In ta vidiva se res odlaša, verjetno vedno do tistega trenutka, ko je neizbežno, ne. Ponovadi pa to pol se ne steče na dobro. Včeraj vršen stran, pogled od sonca zamegljen, prešel od vročega bolan. Naklonjen glas, saj dober dan, ostal od včeraj neizrečen. Tvorjen je zven, še enkrat več, ujet v dvomih zatajen.
čega bolan. Naklonjen glas, kako si kaj, ostal kot včeraj neizrečen. Tvorjen je zven, še enkrat več, ujet strahovih zatajen. Demolition Group, Goran z mano vodaje Radioaktivno. Za konec nostalgije je bil single, boste še kakšnega izdali z tega albuma? Ja, ne vem. Tu je spet tako, ne. Mi smo prej dosti sodelovali z Sašotom Podgorškom na delu te video izdelke, ne. To je zdaj, on je pač se odselil iz Slovenije, tako da smo zdaj manj v stiku, ne, tako da nimamo pa nekega druga kanala, ne vem, nimamo neki druge sodelovalce za to, tako da, ne vem, verjetno bomo še kak komad opremili, da se ga da, ne vem, v malo bolj tak, bi rekel, prijazni ali pa malo bolj ekskluzivni obliki, ne, pokazati nekje tudi preko teh spletnih medijev, ampak bomo videli. Leto dni in pol je približno od izida tega albuma. Imate že kaj novega materiala? Ne, nimamo, računamo nekje drugo leto začeti. Še eno bova zavrtela, to bo naslovna skladba. Kam greva, Goran? Ne vem, tako kot tudi ne vem, kam gre ta na svet. Ne. Danes ne izključujem pa možnosti, da nekdo ve, ne, kam se gre in kam to gre. Tle smo naslovili na tiste najbolj verjetne vedeže, kam to gre. Ptice, ribe in krte, se pravi. Nekdo verjetno ve, kot se pride po zraku, nekdo verjetno ve, kot se pride po vodi, nekdo verjetno ve, kot se pride v podzemlju, kot se pride pa v lepše dneve tega našega sveta, globalno povezano skozi vse te tri elemente, pa ne vem, če kdo ve. Ne vem, či tudi Baba Vanga ali kaj je že bila veto, verjetno ne. Bomo videli. Pojdiva teda za konec. Goran, hvala, da si bil gost oddaje Radioaktivno na Radio Perlek, ter uspešno in čim bolj delovno naprej. Ja, hvala lepa. In lep pozdrav vsem. In tako je, probajte vztrajati v neki borbi za rock'n'roll, tako kot mi. To pa je najlažje lahko delate, ker se pač več plošče pa te zadeve ne kupujejo s tem, da hodite na rock'n'roll koncerte.
To je oddaja Radioaktivno, jaz sem pa Goran Šalamon, Demolition Group.